V deželi idrijskih čipk in žlikrofov navduševali voznice in vozniki triala. Na zadnji dirki državnega prvenstva na progi Karbidovka okronali 4 nove državne prvake. Na stezi v Vrtojbi se je za dirkači mini cestno-hitrostnega motociklizma kadilo. Po razborljivih dvobojih na 6 letošnjih dirkah najboljši v državnem prvenstvu prejeli zlate medalje za naslove prvaka. V Opalah na Poljskem smo dobili evropske prvake v tekmovanju parov v Speedwayu. Na domačem terenu je zmagala reprezentanca Poljske, Matic Ivačič in Anže Grmek pa sta dosegla 6. mesto. Na legendarnem dirkališču Grobnik nepozabna dirkaška poslastica. Na zadnji dirki državnega prvenstva Blaž Bregar kronan za prvaka razreda Superbike. V Supersport 600 po plesu Tisočink vladar ostaja Enej Logar. Na pokalu narodov v motokrosu slovenski predstavniki navdušili, izenačili najboljšo uvrstitev Slovenije na tem tekmovanju z 9. mestom. Na italijanskem dirkališču Franciacorta potekala dirka svetovnega prvenstva v kartingu, na dirki tudi 2 slovenska dirkača. Klemen Švara, zmagovalec pokala Malosi za skuteriste, kot prvi tuji dirkač postal italijanski prvak v razredu Skuter 100. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Žlikrofi in ročno kleklane čipke niso edina znana stvar, ki jih lahko vidite ali doživite v Idriji. Globoko v gozdu se skriva zanimiva trial proga, ki nosi prav posebno ime Karbidovka. Ko tekmovalci zapeljejo na njo, vidijo cilj, toda med samo potjo kaj hitro lahko poči. Idrija je konec septembra gostila zadnjo dirko državnega prvenstva, ki so jo organizirali člani AMTK Koper. Najbolj zvesti udeleženci letošnjih 4 domačih preizkušenj so morali premagati 5 naravnih sekcij, za 5 krogov pa so imeli na voljo 4 ure. Izjemno zahtevne razmere za dirkanje so povzročale tekmovalkam in tekmovalcem obilico težav. Sekcije so bile težke, podlaga drseča, ovire pa na videz nepremagljive. V rdeči skupini sta se za zmago udarila najboljša voznika v sezoni, ki sta imela v lovu za naslov državnega prvaka obilico dela na sekcijah. Večkratni poskusi so obrodili sadove, najmanj kazenskih točk, teh je bilo več kot na prejšnjih dirkah, pa je zbral Ali Al-Hiyasat. Vseeno sem zadovoljen zmago. Dan sicer ni šlo vse po mojem planu, ampak načeloma je bil teren težek, spolzke skale pač privedejo do takega rezultata, ko je bil. Z pikami bi bil mogoče malo bolj zadovoljen, če bi bilo manj, ampak vseeno v redu trening, v redu tekmo. Čeprav je zabeležil 3. zaporedno zmago v letošnji sezoni, pa je bil zgolj za 2 točki v skupnem seštevku državnega prvenstva od njega boljši Luka Ožbolt, ki je postal novi državni prvak v absolutni konkurenci. 3. mesto je pripadlo Marinu Veluščku. Presenečen sem pa res nisem tega pričakoval. Upam, da še več, pa da bova še bolj napredovala. Ožbolt se je hkrati veselil še ene zlate medalje, saj je bil najbolj prepričljiv v konkurenci mladincev. Al-Hiyasat je bil zaradi ene izpuščene dirke vnovič drugi, 3. mladinec sezone pa je postal Sebastian Sikovšek. Je pa kar motivacija za še naprej, še za kakšen trening več, da bo še kakšna stopnička več. V ženski konkurenci je s tekmicami na vseh dirkah pometla Ines Pezič-Pregrad, ki je postala stara, nova državna prvakinja. V bistvu tukaj je teren precej drugačen, kot smo ga vajeni. Sicer zelo spolzek, blato se naredi, mah po skalah, tako da je bilo začetek je bil kar tak zahteven, potem pa počasi v bistvu nekako poštekaš, kaj ta teren od tebe zahteva in se lahko prilagodiš, tako da tudi meni to uspelo in sem zadnji krog zaključila v bistvu brez kazenske točke. Zdravnica iz Hrušice, ki je velemojstrica lovljenja ravnotežja na motorju, je nastopala v težki rumeni skupini. Kot edina pa je v Idriji v zadnjem krogu odpeljala brez napak. Vso sezono je tudi mama, mentorica ostalim dekletom, ki želijo iti po njenih trial sledeh.
Jaz pač zdaj vozim najdalj časa, nekako tudi najtežje stvari, tako da potem malo pomentoriram, kolikor se da. Veliko pa tudi meni punce pomagajo, ker v bistvu pogledajo, rečejo, tukaj je bilo pa to ni bilo v redu, tam moraš še to lahko še izkoristiš. Tako da je to en tak vzajemen odnos. No. Eden od vzornikov v slovenskem svetu triala je tudi mladi Lovro Setnikar. 12-letnik, ki z motorjem ne skače, ampak skoraj že leti, je bil vso sezono nepremagljiv. Zaradi neverjetnega talenta za premagovanje zahtevnih ovir je prišel do novega naslova državnega prvaka. Sem vesel, samo bi bil pa še bolj vesel, če bi bilo več konkurence. Mogoče v tej sezoni sem se naučil hopsati z motorjem, ampak bi mogel še malo bolj, ka v rdeči progi je malo težji, ker so bolj na kratkem ovire. Tekmoval je v drugi najtežji skupini, v modri T2, kljub temu pa redno premagoval starejše udeležence in jim bil celo za vzor. To je bil tudi svojemu mlajšemu bratu, ki je sezono v konkurenci zaključil na drugem mestu. Mogoče bom naslednjo leto šel že voziti rdečo, ampak vem, da je temu potrebno veliko treninga. V teoretično najlažji beli skupini sta se v Idriji za zmago udarili Nina Berlič in novinka na trial sceni Ines Stanić. Hrvatica je bila zgolj za 2 točki boljša. Ovo mi je prva godina da vozim trial i ovo je prva utrka ovdje u Idriji. Obzirom da nisam vozila sa trialom takve sekcije, bilo mi je jako interesantno. Sezona je minila uspešno, predvsem pa z veliko željo, da je v naslednji na štartu več tekmovalcev, kot jih je bilo letos. Želja vseh je dvigniti slovenski trial na višji nivo, da bodo skoki čez ovire še bolj atraktivni. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si. Sezona državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu se je začela in končala v Vrtojbi. Dirkači v 7 različnih tekmovalnih razredih so 1. oktobra spisali še zadnji dirkaški spev v sezoni 2023. V najnižjem razredu Mini Moto 10 so bili v igri za naslov državnega prvaka kar 3 dirkači. Od trenutka, ko so ugasnile rdeče luči, so vozili na vso moč s povsem odprto ročico za plin in brez milosti do nasprotnika. V najboljšem točkovnem položaju je bil David Štilec, toda Jakob Štiftar je zmago v prvi vožnji njegovo prednost nekoliko zmanjšal. Odločilna je bila druga vožnja. Štilec, Štiftar in Liam Ostrožnik so bili po silovitem štartu skupaj, ena narobna poteza, pozno zaviranje ali trk s sotekmovalcem bi bil dovolj, da nekdo izpade iz boja za prvaka. Štiftar je padel in dirko končal predčasno. Dirkaški incident z Ostrožnikom je omogočil, da se je Štilec odpeljal do zmage in prvega naslova državnega prvaka Slovenije v Mini Moto 10. Vesel sem, nisem pričakoval letos, da bom bil prvi v skupnem seštevku. Lansko leto sem bil 4., tako da sem tudi lansko bil vesel, letos sem pa še bolj. Drugi v prvenstvu je bil Ostrožnik, nesrečni Domžalčan pa je končal kot 3. Kategorijo višje je bilo praktično že vse odločeno po prvi vožnji, saj z novo dominantno predstavo do naslova prvaka v Mini Moto 14 prišel Tinko Mel. Mladi Novogoričan je bil v letošnji sezoni razred zase, skupne zmage se je veselil na 5 zaporednih dirkah. Sezona je bila kar težka, no, na kakšne trenutke sem vesel. Najtežje bi lahko bil Marov, ko nisem dobro poznal še proge, ko sem prvič dirkal na njej. Srebrno medaljo je na koncu osvojil Kaj Vehabovič, 3. je bil Maroko Cvetko. V odprtem razredu Minimota sta se za končno zmago udarila Tajko Mel in branilec lanske lovorike Tadej Mavr Guštin. Od štarta sta dirkala na polno, z ramo v brami, brez popuščanja do tekmeca. Prvo vožnjo je dobil starejši od bratov Komel in si tako v svoji krstni sezoni v tem tekmovalnem razredu privozil naslov državnega prvaka. Drugo vožnjo, ki jo je z veliko prednostjo sicer dobil Mavr Guštin, je odpeljal rutinirano in v cilju začel proslavljati tudi družinski uspeh,
saj sta sočasno z bratom Timom postala državna prvaka. S prvakom sem zadovoljen in res, da se mi je tudi malo dobro poklopila cela sezona. Začela se mi je malo slabo in potem se je stopnjevala vedno boljše. Po lanskem zlatu je srebro okoli vratu viselo Mavarju Goštinu, bron pa Gašparju Lenku. Med skuteristi je častni krog odpeljal Nejcko Govša, ki si je naslov prvaka zagotovil že dirko pred koncem sezone. Ljubljančan ni imel prave konkurence in je sezono končal neporažen z vsemi osvojenimi prvenstvenimi točkami. Skupno drugo mesto je pripadlo odsotnemu Matiji Benčiču, tretji pa je bil Marin Di Leonardo. Zelo mi je pomen, ker je bil cilj osvojiti 5. naslov državnega prvaka. To je bilo že na začetku, tako da osvojili smo ga, jaz sem zelo zadovoljen. Tudi sezona je zelo hitro minila, bila je zelo uspešna, nad pričakovanje. Razred Supermoto je poskrbel za dihjemajočo dirkaško akcijo, v kateri sta imela glavno besedo Etienne Cantar-Božič in Fabrizio Valenta. Prvo dirko je sicer najbolje začel Andraž Osenk-Drčar, ki pa je sredi dirke padel in s tehnično okvaro končal dirkaški konec tedna. V boju za zmago na dirki in državnem prvenstvu sta ostala novinec in veteran slovenskega Supermota. Valenta je bil tokrat hiter, nepopustljiv, z odličnimi zapiranji idealne linije je prišel do skupne zmage. Kljub temu je bilo to premalo, saj 15-letni dirkač iz Lucije dvakrat osvojil drugo mesto in tako zadržal točkovno prednost v skupnem seštevku. Po turbulentni sezoni je državni prvak v razredu Supermoto postal Etienne Cantar-Božič. Kljub temu, da sem to vzel kot trening, je še vedno ena lepa lovorika zmagati državno prvenstvo in je tudi nekaj, da se lahko pohvalim. Najboljši dvojici v državnem prvenstvu se je na 3. mestu pridružil Marin Di Leonardo. V razredu Mini GP10 je imel Tijan Krševan velikih 36 točk prednosti pred Nejcem Petričem, ki je imel v letošnji sezoni več padcev, dobesedno kot vzponov. Na zadnji dirki sezone je bilo po skupni zmagi vse pozabljeno, toda na koncu je bilo to vseeno premalo za kaj več. Državni prvak je postal mlajši od bratov Krševan, kateremu manjka le še en laskavi naslov do osvojitve kristalne čelade. Vesel sem, še eno državno prvenstvo zmagam in dobim kristalno čelado. En korak bližje do čelade sem. Na zmagovalnem odru se jima je kot dobitnik bronaste medalje pridružil Urh Kovačič. Kategorijo višje v Mini GP12 je bil Tristan Rupeli trdno odločen, da na zaključku sezone nadoknadi točkovni zaostanek za vodilnim Enejem Krševanom. Rupeli je bil znova neverjetno hiter in je prišel do 4. zaporedne skupne zmage. A vseeno mu je zmanjkalo pičlih 12 točk, da bi s prestola izrinil starejšega od bratov Krševan. Skupno tretji je bil Uroš Petrič. Prišel do naslova z malo sreče, malo znanja. Lovilo boljše, kar se tiče vožnje, pa tudi sem se na to že malo velik. Tako da sem zadovoljen in to je to. Sezona v mini cestno-hitrostnem motociklizmu je končana s 7 državnimi prvaki in številnimi nepozabnimi dirkami, ki bodo služile kot opomnik, da v Sloveniji ne manjka talentiranih in hitrih dirkačev. V Opolah na Poljskem je na 1. oktobrsko nedeljo potekala finalna preizkušnja Evropskega prvenstva parov v Speedwayu. Slovenske barve sta zastopala Matic Ivačič in Anže Grmek, ki sta na ovalu pustila srce, na koncu pa v izjemni konkurenci zasedla 6. mesto. Požrtvovalna Slovenca sta po vseh vožnjah osvojila 12 točk. Ivačič je končal pri 8, Grmek pri 4, kar jo je uvrstilo pred reprezentanco Italije. Na domačem terenu je zmagala in se naslova evropskih prvakov veselila reprezentanca Poljske. So bili plani se više uvrstiti, z Anžetom smo dala 100% iz sebe, tudi 6. mesto v Evropi je kar lep dosežek. Sezona državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu se je končala pompozno. 2
dirki nešteto vrhunskih prehitevanj, 2 državna prvaka, neprecenljivo. Dirkališče Grobnik je gostilo zadnjo letošnjo dirko državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu, ki je odločala, kdo bo prvak za sezono 2023 v razredu Superbike in Supersport 600. V najmočnejšem tekmovalnem razredu je dirkaški konec tedna na 2. oktobrsko nedeljo popestril Marko Jerman. Izkušeni dirkač iz Depalove vasi si je vnovič oblekel dirkaški kombinezon in znova dokazal, zakaj je imel vrsto let v lasti rekord steze na tem legendarnem dirkališču. Po dolgem času sem spet na motorju, zadnje 2 leti nisem resno vozil, tekmoval zaradi zdravja, zaradi zdravstvenih težav. Letos sem se pa odločil, da bom malo začel spet trenirati in tudi tako je pa prišlo do tega, da sem se udeležil te zadnje tekme. Tako da sem zadovoljen, da sem še vedno, bom rekel, konkurenčen. Na dirki ni gledal nazaj, do konca je privil ročico za plin in drvel, kot da se mu mudi domov na večerjo. Glede na dolgo odsotnost je odpeljal vrhunsko in v cilj prišel kar 34,8 sekunde pred najbližjim zasledovalcem. Takrat, kad ti gre, ka res se lahko v ovinku, rekel, čist dotakneš tal z celim telesom in drsiš, kad dobiš ta občutek, to je res nekaj posebnega in se mi zdi, da sem spet tista pravna. Drugo mesto je osvojil Blaž Bregar, sicer vodilni v skupnem seštevku prvenstva Superbike. Novih 20 točk je bilo dovolj, da je na zadnji dirki sezone prvič v karieri postal državni prvak. Novopečeni šampion Slovenije na 1000 kubičnih motociklih po prejetju laskave zlate medalje za izjave za medije ni bil zainteresiran. Srebrna kolajna je okoli vratu visela Srečku Virantu, bron pa letos Vedranu Beloševiču. Po jutru se dan pozna in v razredu Supersport 600 je bilo to še kako očitno. V igri za naslov prvaka so bili kar 3 dirkači, 3 mušketirji, ki so letos krojili rezultate na samem vrhu. Nervoza je bila prisotna, odločenosti, da odpeljejo najboljšo dirko sezone, ni manjkalo. Branilec lovorike Enej Logar je že na kvalifikacijah pokazal, da ne misli naslova predati brez boja. Razlika med njim, Domnom Lipnikom in Etijenom Kantarjem Božičem je znašala manj kot sekundo. Ko je nastopil čas dirke, so stali z ramo ob rami, se divje pognali proti prvemu ovinku v lovu za državno zvezdico. Logar je vodil, Lipnik pa je neprestano iskal priložnost za prehitevanje. Sredi dirke sta se nekajkrat prehitela, vse dokler do dirke obrnil vodilnega v skupnem seštevku na cedilu ni pustil njegov motor. Lipnik je odstopil, Logar in Kantar Božič pa sta nadaljevala z izjemno predstavo. 15-letnik iz Lucije je v zadnjem krogu v vstopu v zagrebški ovinek prišel v vodstvo, pred seboj je že videl karirasto zastavo, ko je mimo njega pripeljal Idrijec. Razlika med njima je znašala pičlih 96 tisočink sekunde. Za mišji rep je bil hitrejši Enej Logar, ki je še 3. zapored osvojil naslov državnega prvaka v razredu Supersport 600. Zadnji krog je bil zelo zanimiv. Skoraj pred zadnjem ovinku me je Etijen prehitil, tako da sem se res mogel do celja boriti in so res z Etijenom prišla drug ob drugemu v celj in ko sem prišel čez celj, sem bil zelo srečen. Po 6 letošnjih dirkah je osvojil 106 točk, 5 več kot novinec v tem tekmovalnem razredu. Vsi naslovi so, isto sem bil vseh vesel. Ni res, da nekateri so bili težji, vsi so bili kar težki, ja. In ja, bilo je kar fajn. Na dirki se je na 3. mesto uvrstil zvesti udeleženec dirk državnega prvenstva Miha Slatinšek, končno 3. mesto in prav v sezoni 2023 pa je šlo v roke največjega osmoljenca sezone Domna Lipnika. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Motokrosistična olimpijada je ponudila vse. Razburljive vožnje, nepozabne trenutke in vrhunske rezultate. Slovenski motokrosisti na pokalu narodov v zadnjem dejanju letošnje sezone navdušili. V
V francoski Ern so odpotovali Tim Gajser, Jan Pancer in Miha Bubnič, ki so ponosno nosili dres s slovenskim grbom. Že v kvalifikacijah so izpolnili začrtan cilj in se z 8. mestom neposredno uvrstili v veliki finale. Se je izkazalo, da so na tem tekmovanju res vsi izjemni tekmovalci iz celega sveta. Jan in Tim zagotovo sta sobila v sam vrh teh voznikov. Miha je imel bistveno več dela pred prvi vrsti s samim seboj, da je premagal to zelo izjemno težko progo. Med 20 najboljšimi reprezentancami na svetu jim v finalu ni bilo lahko. Proga je bila zahtevna, konkurenca izjemna, vendar slovenski fantje so pokazali veliko mero borbenosti in nepopustljivosti v boju za najboljšo uvrstitev v tem tekmovanju. Tim Gajser je v razredu MXGP skupno končal kot 6. Jan Pancer v MX2 je bil 11. V MX Open pa je Miha Bubnič dosegel 15. mesto. Po seštevku točke na koncu naneslo, da je Slovenija postala 9. najboljša reprezentanca na svetu. Vsi smo dali vse od sebe, solidne vožnje, rekel iz moje strani. Jan je vrhunsko odpeljal, tudi Miha je pustil srce na progi. Zmag vajen Tim Gajser je izpostavil, da je izenačitev najboljšega rezultata Slovenije izpred 25 let vrhunski rezultat. Mislim, da moramo biti s tem rezultatom zelo zadovoljni, biti 9. med samimi takimi velesilami motokrosa za neko malo Slovenijo, ko nas je samo 2 milijona. Mislim, da pred nami je bila Amerika, ki vemo, koliko milijonov jih je. Nad uvrstitvijo med deseterico je bil zadovoljen tudi Jan Pancer, ki ima izkušnje iz težkih obračunov z dirk svetovnega prvenstva. Mislim, da je res dober rezultat. Vsi smo dali vse od sebe in super rezultat na koncu. Mislim, da smo res zelo veseli. Čustveno je zahtevno preizkušnjo doživel tudi novinec v reprezentanci Miha Bubnič, ki je na progi pustil dušo in srce. Noro navdušenje, sem vesel, ponosen sem, da sem lahko zastopal Slovenijo. Vesel sem za ekipo, za Tima, za Jana, za sebe. Mislim, da smo naredili ful dober rezultat, 9. na svetu. To je to. Bravo! Slovenski mušketiri so dokazali, da Slovenija spada v samo špico svetovnega motokrosa. Na italijanskem dirkališču Franciacorta je potekala zadnja dirka svetovnega prvenstva v kartingu. Na dirki sta nastopila tudi Mark Kastelic in Aleksandar Bogunović. Treningi so nakazovali, da je pred njima odličen dirkaški konec tedna, toda v kvalifikacijah so se jima stvari postavile na glavo. 40. mesto Bogunovića in 2 mesti slabša uvrstitev Kastelica jima je prekrižala načrte, da bi se uvrstila v veliki finale. Kastelic je dirkaško nedeljo v Italiji končal na 39. mestu, Bogunović pa mesto za njim. Začelo se je zelo obetavno, saj sem bil na dan kvalifikacije na prostem treningu na 5. mestu, potem pa sem za kvalifikacijo naletel na slabši odgun in kvalifikacijo končal na 13. mestu v moji skupini. V predfinalu sem v 16 krogih prišel iz 21. mesta na 18. mesto, katero me je skupno uvrstilo na 39. mesto, v finale pa jih pride le 36. Na dirkališču Autodromo di Varano v Italiji je potekala zadnja dirka italijanskega prvenstva za pokal Malossi za skuteriste, med katerimi je z licenco AMZS slovenske barve branil Klemen Švara. Primorec je vso sezono dirkal v izjemni konkurenci razreda Scooter 100. Pred odločilno preizkušnjo je za vodilnim v skupnem seštevku zaostajal zgolj za 2 točki. Na dirki vseh dirk v sezoni 2023 je dokazal, da je iz pravega testa, saj tekmecem ni popuščal in po številnih atraktivnih prehitevanjih ciljno črto prečkal kot prvi. Švara je tako kot prvi tuji dirkač v zgodovini postal italijanski državni prvak v najmočnejšem razredu Scooter 100. V zadnjem krogu pa sem se uspel prebiti v ospredje in tu sem vedel, da napake smem narediti. V cilj sem prišel kot prvi in takrat še nisem razumel, da sem s tem postal prvak. Po nekaj minutah in uradni potrditvi točkovanja se je začelo veselje v boksu in ves vložen trud je bil izplačan.
Obstajajo enostavnejši načini. Za pomoč pokličite AMZS.